Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Po 4 dneh dežja se je spet naredilo suho vreme, tako da zapeljem malo Scotta na zrak in da se pogovorimo glede njegove dodatne opreme. Nedelja, 3. april, tako oblačno vreme in 12 stopinj Celzija. Kot da bi se vrnili nazaj v februar. Jaz sem tiste 4 deževne dni izkoristil za počitek, čeprav sem dan zjutraj že dajal narazen neke omare, ki prenavljamo sobo. 28 let so mi prav lepo služile. Ko sem jih montiral, je imela hči 2 leti, zdaj ima pa vnukinja 2 leti. A ja, pa še pičic sem se šel vmes, ker jih nisem kolesaril te dni. Ja, za prejšnji video, ko sem predstavil Scotta, sem res dobil ogromno ogledov in ogromno prijetnih komentarjev, tako da me ima, da bi vsak teden kupil novo specialko. Samo okej, ko ni koles. Res sem dobil ogromno pohvalnih komentarjev, raznih želja za srečno vožnjo in varne kilometre. Hvala lepa in tudi vam želim enako. Srečno vožnjo in dosti varnih kilometrov. Nekaj komentatorjev je predlagalo pa tudi izboljšave glede opreme. Normalno, nekatere komentarje bom upošteval, nekatere ne. Glede enega kosa opreme lahko povem, da imam naročenega, ga čakam, naj bi prišel v torek in če ga pravočasno dobim, ga bom dal čist na konec tega videa, prej ko ga zmontiram in v sredo objavim. Moram pa povedati, da so vsi komentarji res dobronamerni, nobenega trola ni vmes. Sem zelo vesel, da imamo tako fajn skupnost, 700 in še nekaj naročnikov tega kanala. Tako da hvala res vsem za vse pozitivne komentarje in pripombe. Eden, na primer, se je tudi pošalil vmes, naj razmišljam o manjši torbici zadaj, da ne bo kdo rekel, da celo špajzo vozim s sabo. Resno razmišljam o tem, resno. Samo veš, če dobiš kakšen kos opreme kot darilo za rojstni dan, potem ga je težje zavreči in kupiti novega. Daleč največ komentatorjev so pa zmotili tej odsevniki gor na Scottu. Bom zdaj med to vožnjo razmislil, kaj naj vam odgovorim in vam povem še v tem videu. Drugač pa lahko samo pohvalim Scotta. Zaenkrat sem znardal z njim nekaj čez 320 km in se zelo lepo pelje. Jaz sem si drugač za letos dal tak cilj, da bom delal 150 km na teden oziroma 600 na mesec, kar naj bi bilo na konc leta 7200. Trenutno imam letos prevoženih nekaj čez 2700 km, tako da sem dobrih 800 km v dobrem. Sam sej vemo, bojo prišli kakšni dopusti, pa še kakšno deževje in dnevi in meseci hitro tečejo. Recimo že zdaj v aprilu sem vložil nekaj prihrankov v Ryanair, tako da bom v kratkem šel za en teden na dopust. Bom probal iti malo bolj tisto smer, ker kaže, da bi znalo biti več sonca tam. Ja, ma sej ostali po Sloveniji ste imeli pa te dni sneg, sem videl po televiziji. Ne moreš verjeti, kakšen začetek aprila. Ola, tukaj na soncu je dosti bolj prijetno. Dobro, zdaj kar se tiče odsevnikov, najbolj se strinjam s tistim komentatorjem, ki je napisal, da se mu zdijo retro in tako kot njemu so tudi meni popolnoma okej. Če ne, večina drugih je pa napisalo, da odsevniki morajo dol. Mene osebno ne motijo. Jaz med vožnjo jih niti ne vidim, niti ne slišim. Odsevniki brenčijo, če na mestu tresem kolo. Med vožnjo so pa tihi. In v trenutku, ko bojo začeli med vožnjo brenčati, jih bom sigurno dal dol. Do takrat pa, kaj pa vem, me res ne motijo.
še manj pa mi je pomembno, kako jaz gledam na kolesu. V bistvu mi je popolnoma vseeno. A vi sploh veste, kako sem jaz star? Toliko, da lahko nosim nogavice v sandalih. Toliko sem star. Popolnoma mi je vseeno. In mislim, da je to zelo dober nasvet tudi za tiste, ki se sekirajo, kaj si bo kdo mislil, ko jih bo videl. Ne se bati. Prav kaj dosti si ne bo noben nič mislil. Sicer pa lahko samo pogledate, kako sem se oblekel na kolesu, pa vam bo vse jasno. Oranžna majica, moder dres, sive nogavice na zelenem kolesu. In seveda, da ne pozabim na rumene čevlje. Sej kaj dosti drugih idej pa ni bilo. Eden mi je svetoval še bike fitting. Ne morem se odločiti. Nisem prepričan, zakaj bi ga delal, glede na to, da se na kolesu res super počutim. Dober položaj, dobra drža, nič mi ne boli, nič me ne nagaja. No in eden je še predlagal, da bi namesto teh 32 mm švalbe gum namontiral gor 28 mm gume Continental. Jaz zdaj niti ne vem, če so moji obroči primerni za toliko ožje plašče. Po drugi strani je pa vožnja s temi širokimi gumami tako udobna, da zaenkrat sploh ne razmišljam o menjavi. Tako ali tako bom te plašče vozil vsaj 4000 km, do takrat pa imam še čas, da premislim in se odločim, kako naprej. Drugač pa, ja, nič kaj drugega, torbica in odsevniki. Glede odsevnikov resno bom razmislil in se posvetoval s serviserjem. V aprilu imam za narediti tisti prvi brezplačni servis in če mi bo tudi on predlagal, da jih odstranim, potem mu bom kar rekel, naj jih da dol. Poleg tega pa ostaja še skrito hrepenenje Ultegra D2, ampak dajmo reči, da bo to zgodba ob nakupu naslednje specialke. In potem seveda ostane še tisti skrivnostni košček opreme, ki upam, da ga bom dobil v zadnjem momentu, preden objavim video. Vseeno potihem upam in držim pesti, da ga dobim v torek. Tako čudno nebo je, če pogledam proti Novi Gorici, da me zna dobiti danes še kakšen dež. Ja, prav nič ne bo s tem soncem, ker se ta oblačnost širi proti zahodu in ne glede na to, kako hitro vozim na zahod, me oblaki prehitevajo. Se mi je pa danes prvič zgodilo, da se je vmes po poti Garmin resetiral, kar naenkrat ugasnil in nazaj prižgal in seveda potem zahteval, da shranim progo ali pa jo zavržem. Jaz sem progo shranil, Garmin je začel takoj snemati novo progo, zdaj bom pa videl, kaj se bo zgodilo, ko prijem domov. A bosta pravilno shranjeni obe ali ne. Sigurno pa ni kriva baterija, zato ker jo imam še 66%. Evo in je že torek, 5. april. Tako oblačno vreme, še zmeraj 12 stopinj Celzija. In je prišla, tako kot sem pričakoval, tista lučka, Varia radar, je že namontirana od spodaj pod sedežem in pičimo. Vse ste videli, ne? Tako je skrita dol od spodaj pod tisto mojo špajzo. To zmeri pa snamem te vinograde, ne vem, zakaj so mi tako lepi. A so nive, a? Bom pa povedal kaj več v kakšnem od naslednjih videov, kako se ta lučka obnaša. Imam pa tudi update glede števca Garmin. Ko sem prišel zadnjič domov, je posnel vožnjo v 2 kosih. En del do tam preko je crknil, drugi del pa potem. Vmes je pa zmanjkalo za 1 kilometer pa 100 metrov vožnje. To je tiste 2 minuti, kolikor časa je rabil, da se je resetiral oziroma ugasnil in nazaj prižgal.
Se pa moram zahvaliti vsem naročnikom, kar 20 novih je prišlo ob zadnjem videu. Za vsakega posebej, ki se odloči, da se naroči na moj kanal, sem izredno hvaležen. Drugač pa hvala tudi za vse, ki komentirate in všečkate moje videoposnetke. Link od vožnje, kjer sem bil danes, bom dal od spodaj v opis videa. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau!